Gašper Rifelj je danes z nami, multitalent v glasbi. Pozdravljen, Gašper. Živijo, lep pozdrav. Multitalent pa zato, ker si ne le pevec, tudi igraš ogromno inštrumentov, udeležuješ se mjuziklov, sedaj imaš pa tudi svojo glasbeno šolo. Kako pa je prišlo do te ideje? Ja, v bistvu že kar nekaj časa se je ta ideja nekako kuhala v meni, da bi nekoč imel svojo glasbeno šolo, in ko sem nekako začutil, da imam dovolj izkušenj, dovolj nekega znanja, da lahko to delim z učenci. In tudi ta situacija, ki nas letos spremlja že celo leto, je nekako pripomogla, da sem imel več časa, da sem se lahko posvetil temu, našel tim. To je bil tudi en tak pogoj, da si najdem ljudi oziroma profesorje ob sebi, ki bodo nekako imeli enako vizijo kot jaz. To mi je uspelo, tako da smo s septembrom v Novem mestu odprli mojo glasbeno šolo. In sem zelo vesel, no. Štejemo že 25 učencev, tako da se naša ta glasbena družinica širi. Ogromno enega veselja je pri nas, zabave in seveda stremimo k temu, da se učenci čim več naučijo. Zdaj je situacija taka, kot je, tako da smo vse skupaj preselili na splet, ampak vsi skupaj seveda upamo, da se bomo kmalu spet srečali v naših učilnicah. Odlično, čestitam za ta velik korak in pa prelomnico. Res si izkoristil to leto, ki nam sicer je dalo nekaj ovir, ampak maksimalno se mi zdi, da si ti izstopil pa naredil maksimalno iz tega. Tako da čestitke. Oprosti, Gašper. Igraš pa tudi nekaj inštrumentov, ne? Harmoniko, kitaro, klavir. V bistvu si tudi šolan pevec. Ali tudi ti poučuješ na tej glasbeni šoli? V bistvu sem začel svojo glasbeno pot z diatonično harmoniko. Kot pristen Dolenc so me starši nekako navdušili nad tem inštrumentom. Kasneje sem potem pokazal željo še za klavir, kitaro in tudi petje. Skozi osnovno šolo nekako me je profesorica glasbe peljala v zbor in nekako se je to začelo, da sem sodeloval v različnih skupinah, zasedbah. In ja, nekako me je ta pot vse bolj vodila v glasbo. Končal sem potem tudi konzervatorij za glasbo. Trenutno se šolam, no evo tudi to je korona čas prinesel meni, šolam še za dodatne kvalifikacije, delam za učitelja petja preko Londonske vokalne akademije, tako da se še tukaj nekaj izobražujem. Ja, učim tudi jaz na svoji glasbeni šoli, in sicer petje. Pomagam učencem in učenkam z izkušnjami, tako pri muzikalu, ki sem jih pridobival te izkušnje v zadnjih 3 letih. Tako da ja, pomagam na celostno, bi rekel, in z neko pevsko tehniko do vseh izkušenj, kako nastopati na odru, kako se soočati z vso to tremo, pritiskom, ki včasih pač pride in je del nastopanja. Odlično, Gašper, imaš pa mnogo izkušenj, ne? Tako kot si rekel, tudi z muzikali. Mi te poznamo morda tudi kot Alex, to je iz Madagaskarja. Tisti gledalci, ki si niste pogledali letos, sicer žal je bilo nekaj predstav povedanih, ampak jaz verjamem, da bodo naslednje leto in močno priporočam ogled muzikala, ker je res fantastičen. Ja, jaz sem zelo vesel, da sem 2018 dobil priložnost, da sem oziroma dejansko dobil glavno vlogo v muzikalu Madagaskar. Smo res ena taka krasna ekipa, krasna energija, odlična produkcija, tako da smo kar nekako obnoreli tisto leto 2018-2019 Slovenijo. Ja, tudi letos smo načrtovali seveda veliko teh predstav. No, lani sem potem dobil oktobra priložnost, da sem nastopil v še enem Špasovem muzikalu Ljubezenske prevare. Tam pa ena povsem druga zgodba kot Madagaskar. Imam v bistvu čast, da stopam na oder oziroma sem na odru z resnično odličnimi slovenskimi igralci, Tina Gorenjak, Jan Bučar, Alojz Svete, Rok Ferenča, Maja Martina Mrljak, tako da smo res ena taka krasna ekipa, krasna zgodba in
ena fajn komedija, no, tako da sem bil zelo vesel, da so se ljudje tako zabavali. Letos smo že konec septembra začeli sezono, sicer s posebnimi pogoji in smo nekako se veselili, da bomo vsaj na ta način nekako peljali to sezono, ampak nas je potem 16. oktobra pač so nas zadeve ustavile, tako da zaenkrat samo upamo, no, da bomo spet kmalu lahko na odru. Tudi jaz upam, da bomo lahko hitro videli kakšen muzikal in pa seveda tudi kakšen koncert. Kajti pripravlja se namreč tvoj prvi album, ne? Čeprav vem, 2021 bi naj bil na vrsti tvoj prvi izdan album. Kako bo kaj? Imaš že kaj pripravljeno glasbo? Imaš video spote, to že kaj pripravljeno? Kakšne so tvoje načrti za prihodnost? To album če bi bilo vse normalno, bi ga izdal že letos maja. Potem pa se je pa zgodila ta situacija in sem imel kar nekaj težav, ker imamo v bistvu producenta iz Sarajeva, ki mi producira celoten album, tako da smo nekako se potem prilagodili, da smo snemali takole virtualno, da smo komunicirali in tako da smo nekako, ko smo videli, da ne bo šlo tako, kot smo si zadali, smo preorganizirali vse stvari in na koncu smo vse skupaj dokončali, skladbe imamo vse posnete, trenutno je album že v tisku. Tako da pričakujem, da bo nekje 10. decembra album v mojih rokah in da ga bom lahko že kakšnemu mojemu oboževalcu podelil za Božič. Drugače pa uradni izid albuma načrtujem februarja. Predtem, kot verjetno veste, sem včeraj 1. decembra izdal mojo zelo, zelo osebno skladbo in videospot, ki je hkrati tudi napoved v bistvu mojega albuma. Videospot samo tvoj si bomo tudi v nadaljevanju naše oddaje pogledali. Bi pa mogoče povedal, kako je bilo snemanje? Je bilo tukaj kaj ovir sedaj, ko so takšne situacije, ko je vse malo omejeno? V bistvu sem zelo vesel, da sem ujel tisti zadnji moment, preden se je država zaprla, tako da sem nekaj dni preden smo šli v lockdown, smo se odpravili z ekipo v Prlekijo in tam v čudoviti lokaciji na Koča na samem, ena taka čudovita, krasna glasbo. In to pesem Samo tvoj sva besedilo napisala Eva Klinc ter jaz. Glasbo je naredil Nermin Puškar. V bistvu, zakaj sem prav na 1. decembra izdal to pesem, ker je, tako kot sem omenil, zelo osebna. Namenil sem jo Maji, v bistvu moji punci, in nekako sem skozi te besede povedal, kaj doživljam zdaj, odkar sva skupaj. Zelo nerad oziroma zelo malo govorim o svojem zasebnem življenju, a pri tej pesmi sem čutil, da bom nekako res najbolj iskren, če bom to naredil z Majo. In tako sva se odločila, da tudi v teh časih, v katerih živimo, ko je nekako vse skupaj negotovo, ne vemo, kam ta situacija pelje, sva nekako rekla, ok, deva narediti ta korak, odpriva najin svet za ljudi in nekako sem želel ljudem, oziroma želim skozi ta videospot ljudem, da je vseeno zelo pomembno, če imaš v družini in ob sebi ljudi, ki ti dajo prijetne poglede, ljubezen, ki te brezpogojno sprejemajo, in se mi zdi, da je to tisto največ, kar ti nihče ne more vzeti. In ravno o tem govori ta skladba. Odlično, jaz se že veselim tega videospota. Čeprav, kot si rekel, da ne govoriš rad o osebnih stvareh, pa te ljubezni, ki jo imata z Majo, nekako ne morete skriti, ker ste zelo, zelo pristna in zelo sem vesela za vaju in pa tudi za vas, za to novo pečeno družinico, kot vemo, to pa ne more biti več skrivnost. Tako da čestitam, prvič si postal očka spomladi, ne? Sem ravno omenil, da letošnje leto, kakorkoli je zelo drugačno za vse nas, bi hkrati vseeno lahko rekel, da je eno izmed mojih najlepših. Dopolnil sem 30 let, končujem svoj prvi album, ustanovil sem svojo glasbeno šolo, rodil se mi je sin Brin, tako da cel kup nekih lepih stvari, ki so se zgodile, da
Ja, je vseeno za mano precej lepo in uspešno leto. Ne glede na stvari, ki so se dogajale, to ne pomeni, da ne more biti lepo in uspešno, tako kot si omenil. Tako da to dobro energijo, ki jo imaš, očitno se tudi na tvoje življenje zelo dobro producira. Čestitam ti res za vse te dosežke, ki si jih dosegel, pa ne samo sedaj. Se mi zdi, da karkoli si se lotil, tudi muzikla, tudi zvezde plešejo, vse posod si zraven, vidi se, da srcem, in to bodo čutili kot tudi tvoj otrok in pa otroci v glasbeni šoli, tako da sem vesela za vse, ki so naredili ta korak, da se pridejo in opišejo, da jim daš to energijo naprej, ne samo glasbeno znanje, ki ga v bistvu imaš. Hvala ti za vse te lepe besede, res hvala. Takšno dobro pozitivno energijo rabimo in mislim, da smo odlično zaštartali tale naš december. Prazničen bo in pa poln ljubezni, ne samo zaradi videospotov, ki nam jih glasbeniki pripravljate, ampak zato, ker mislim, da je leto, ko smo morali malo razmisliti, malo več o sebi, malo bolj smo bili prisiljeni se podružiti z našimi domačimi in smo v bistvu ugotovili, da je to v bistvu vse, kar nam ostane. In v bistvu, kar je najbolj pomembno. Tako da tudi ta tvoja skladba govori ravno o tem, kot pa vse tvoje skladbe, ne? Si tak pozitivc, ki v bistvu širi to ljubezen med ljudi. Ja, v bistvu vedno dam veliko mojih skladb je pozitivnih, nekaj je tudi res iz mojih črpam navdih iz svojega življenja, tako da zajamem in te malo bolj temne momente, ki so pač tudi sestavni del našega življenja, tako da nekako povezujem v glasbo vse skupaj, tako da ljudje me tudi velikokrat sprašujejo, in kakšen bo pač tvoj album, kaj bodo teme, in tako da odgovorim, da bo album nekako rdeča nit, bo ljubezen, upanje, hkrati žalost, ampak še vedno veliko ljubezni. In to je tudi glavno vodilo, se mi zdi, in super način, kako zaključiti letošnje leto. Tudi za naslednjo leto ti želim obilo uspeha in pa upam, da te vidimo kmalu na odrih. Jaz komaj čakam muziklov, drugače pa tudi kakšnih koncertov. Tudi žurke privatne, ne? Te so letos bile malo bolj okrčene, tudi tam te nismo mogli najeti, ampak za naprej pa mislim, da si na voljo, če te kdo rad posluša tudi v svojem ožjem krogu. Letošnje leto je bilo res zelo posebno. Vsaj poleti smo nekako nekaj porok naredili, ampak jaz močno si želim, da se bomo lahko ponovno brezpogojno družili, da se bomo dobro imeli. Ljudje smo res socialna bitja, rabimo to bližino, objeme, ljubezen, da širimo, mi glasbeniki nekako. Jaz bom rekel, bom kar zase povedal, kot glasbenik zelo pogrešam oder, to energijo, ki jo lahko ljudem dam in hkrati jo dobim nazaj, in močno upam, da bo kmalu prišel spet ta dan, da bomo se takole družili kot predtem. Ja, pred nami je december, ki vsekakor bo drugačen, ampak jaz mislim, da ga lahko vseeno preživimo, tako kot si že sama menila, s tistimi ljudmi, ki jih imamo najraje, in da nam je lahko kljub vsemu zelo lepo. Tudi jaz tako upam in čas je, da si ogledamo ta tvoj nov videospot. Za konec oddaje pa bi rada tudi naše poslušalce pozivala, da si pogledate tudi Facebook profil Gašperja Rifla, kjer nam deli svoje pozitivne misli in pa mislim, da si non-stop pozitiven, no, kapo dol res za to energijo, ki nam jo daš. Tako da res upam, da naslednjič se pa vidimo v studiu ali pa na kakšnem koncertu. Do takrat pa lepo se imejte in tudi ti, Gašper, vse dobro tvoji družinici, čim bolj praznično preživite ta december in pa seveda vsak mesec naprej. Hvala tudi tebi za čudovito energijo in želim vsem gledalkam in gledalcem en čudovit lep december. Hvala, Gašper, in poglejmo si samo tvoj.